Katoliška cerkev se še posebej veseli dejstva, da z današnjim dnem cerkve postajajo tudi uradne dialoške partnerice Evropske unije. Slovenska škofovska konferenca pa pričakuje, da bosta evropska praksa in zgled pozitivno vplivala tudi na odnose med državo in cerkvijo na Slovenskem ter krepila njuno pozitivno in konstruktivno sodelovanje v dobro vseh naših državljank in državljanov. S startom temeljne ustavne pogodbe Evropske unije je sovpadlo včerajšnje prvo skupno pojavljanje škofovske trojke Mariborske metropolije. Anton Stres gre za nadškofa in metropolita v Ljubljano, Marjan Turnšek je novi nadškof pomočnik v Mariboru, Peter Štumf, novi škof v Murski Soboti. Temeljna smer novega nadškofa v Ljubljani, narediti vse, da bo vera v Sloveniji šla gor, ne dol. In zapreti je treba še nekaj poglavij med državo in cerkvijo. Optimizem v teh težkih časih nam je posebno potreben in jaz ne vidim drugih boljših virov, kakor pa je virov za ta optimizem, za zaupanje, kakor je vira. In to je tista moja glavna skrb. Druga, ali sem podoben temu škofu ali onemu škofu, me pa res prav nič ne vznemirja. Skušal bom pač narediti to, kar je po mojih najboljših močeh. Mislim, da slovenski cerkvi se nič ne podira. Dobro, živimo v težkih časih, seveda pravim, časi so hudi. Časi so hudi glede na kulturo, časi so hudi glede na sekularizacijo, ki je pač en evropski pojav, ki ga nihče ne zna razložiti, zakaj ravno Evropa pozna ta pojav sekularizacije, ko drugi kontinenti dejansko ne poznajo, vsaj ne v taki obliki, pa tudi dejansko ne poznajo. In to je tisti osnovni kulturni, duhovni proces, v katerem smo, in to je tista temeljna sanacija. Vse drugo je podrejeno temu. Tudi, ko ste prej omenili gospodarstvo, seveda tukaj je gospodarska kriza, katero je treba preživeti, in pa je pa res treba, in to pa velja za celotno cerkev v Sloveniji, treba je narediti, da bo bolj razvidno to, kar je res. Namreč tisto, s čimer razpolagamo, tako imenovano bogatstvo cerkve. Jaz pravim, naše bogatstvo so predvsem naši ljudje, ki so velikodušni in prostovoljni in še veliko naredijo z velika prostovoljnosti. Veste, da so danes sveta prostovoljnost v krizi. V naši cerkvi bi tudi lahko bilo in se moramo boriti, da ta prostovoljstvo ne bo prišlo v krizo. Ne bo pa prišlo v krizo, če bodo ljudje razumeli, cerkev to je moja cerkev. Cerkev to ni nekje tam daleč, tam gor neki gospodje, ki imajo ne vem kaj, ampak to je moja cerkev, za katero sem pripravljen nekaj narediti. In mogoče je treba ta vidik okrepiti, treba samo pokazati, pa malo bolj opozoriti na to, kar smo in kar premoremo, kar imamo in kakšne so velike naše potrebe, ki pa jim žal ne moremo zadovoljiti, ker enostavno imamo premalo moči in na vse mogočih razpoložljivih sredstev. Mislim, sredstev tudi sposobnosti ljudi in tako naprej. Ne mislim niti ne na prvem. V prvem planu prav gotovo ni imetje, v prvem planu so ljudje. Če bomo imeli ljudi, če bomo imeli veliko močne vire, med seboj veliko pripadnosti, bomo lahko rešili vse. Vsekakor pa lahko to rečem, da v nobenem primeru se ne čutim sanatorja, ker ni to, zato nisem se ne pripravljal, ne kakorkoli usposabljal, bom pa z veseljem pomagal sedanjemu nadškofu in z njim sodeloval tam, kjer bo mi on zaupal stvari ali kjer jih bom po papežu nekako dobil v upravljanje. Se pa popolnoma strinjam s tem, da je naloga vsakega škofa, tudi pomočnika, ne glede kakšne posebne naloge ima, da pravzaprav skrbi in vse svoje moči in sile usmeri v razvoj cerkve kot občestva. Torej v oznanjevanje, v bogoslužje in v dobrodelnost. Mislim, da je to na teh treh področjih bom poskušal kot do zdaj tudi naprej za vso močjo, ki jo imam, delovati. Morda samo to še podčrtam, da pa je materialna osnova v cerkvi seveda na tem svetu potrebna.
in da je potrebno za to materialno osnovo, ki jo cerkev ima in je pravzaprav ne last škofa, ampak je last ljudi, vseh vernikov, gospodariti v smislu dobrega gospodarja. In če bom in kolikor bom imel naloge in kompetence na tem področju, se bom seveda res trudil v tej smeri. Zelo me v tem trenutku skrbi vse bolj nestabilno socialno stanje ljudi v škofiji. Sprašujem se, ali so tukaj ljudje zgolj produkt recesije, ali pa so še lahko projekt prihodnosti. Marsikdo še sprašuje, kakšna bo kaj politika škofa Štumpfa. Ampak jaz sem salezjanec in moj duhovni ustanovitelj, sveti Janez Bosko, svari takole. Naša politika je politika Oče naša. To je ves program mojega dela. Dragi moji Prleki in Prekmurci, dajte mi vaše duše, vse drugo pa naj bo vaše.